Dobrodošli v 100. Šokastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate edini slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Vesela sem, da vas lahko na ta jubilejni podcast povabim v legendarnem kiosku K67 in v družbi dveh takih kar legendarnih gostov, bi rekla. Eden je čisto po nesreči postal nacionalni maneken za abstinenco, drugi pa je samooklicani najslabši strojni tehnik v državi. Je pa edini, ki je drugič v moji družbi, se pravi, da je prvo mogel narediti nekaj prav, da smo ga povabili. Z mano sta Matevž in Mika Šalekar. Lepo pozdravljeni. Živijo. Živijo. Kako sta kaj? Sta že kdaj na taki lokaciji snemala pogovore? Je to prvič? Valjda, mislim, ja, prvič. Ne. Prvič, absolutno. Tudi midva v resnici so že 20 let bila skupaj na intervjuju, po moje. Prvič sem v trafiki na tak način. Ne. In kakšen je občutek? Ne vem, da se lahko uživim v tiste, ki so par plus 32. Prodajali burek, recimo. Ja, in to brez klime, ne? Brez klime, ja. Danes klimo. Ja, nič, za začetek, kot vedno, z vsakega gosta prosim, da prinese 3 take osebne predmete, ki skrivajo kakšne dobre zgodbe. In me zanima, kaj sta vidva danes prinesla. Zdaj, Matevž, prej si rekel, da je to zelo malo nehvaležna naloga. Kaj sta izbrala? Največja trema. Ne, predvsem so izbrala 3, ki naj jo mogoče nekako povezuje. Ti začni. Tole je uglaševalec za kitaro. Oba kitaro igrava, fajn je, če sva uglašena. Super bi bilo, če bi naredili še uglaševalec za ljudi. Odnose, ne? Ali pa za odnose, veš, da bi si pripel, pa sva 443 Hz, super zmeni. Vidva bi ga sigurno, vsaj v mladosti včasih rabila. Kako je zdaj s to vajno oglasitvijo? Vam gre bolje? Se mi zdi, da ja. Zelo skromen. Sem neskromen, ne, se mi zdi, da so z leti vedno bolj oglašena. Hkrati pa dovolj izkušena, da ne dala roke ogenj, da nava še kdaj razglašena. Ne. Pa se po moje, da je ta izkušnja pomaga, ko glasi. Zato malo prepoznati. Jaz njega vidim, ki za avto stopi. Vem, kje je vore. In vem, kaj se lahko ti znam z njim pogovarjati. Ja, jaz pa njega na podoben način. Dajmo reči, da se poznava. Ne. Vse to je vprašenec. Ja, enkrat bi rekel, da najhitreje se skregaš prav z bratom, ampak tudi najhitreje popotaš. To je... Ja, se to je en tak znanilc čistega odnosa, ne, da ne kalkuliraš, ne, da si brez filtra, da butneš. Čeprav se mi zdi, da z leti imava tudi da z leti vedno bolj urednikujeva tudi, ne, da ne streljava več kar tako z rafali, en po drugemu vse poprekt. Tako, kot je bilo to tam pri 5 letih, pa pri 15, pa pri 25, pa pri 35. Zdaj malo manj tega. Ne. Počasi se oglašuje. Naučila, kje ima kdo pasa, da ne udarjaš pot. Ja. No, k tem odnosom se bomo še vrnili, ampak zdaj drugi predmet, katerega izberemo? Ja, ne. Ja. Po mojem je še en pomemben inštrument, ne. V življenju, ki nam obema zelo veliko pomeni, je tole. Ne. Tole je en tak merilec tlaka, ne. Reifendrück, ne. Za tiste, ki govorijo nemško, zmeriti tudi globino tega dezena na profilu pneumatik, kar je totalno brezvezen feature, ker nikdar tega ne uporabljava. Ne. Ampak tlak je pa ful pomembna stvar. In ker so midva motorista z enim takim žlahtnim odnosom do tehnike, nam je tlak v gumah izjemno pomemben. Ja. Kdaj meriš tlak na avtu? Ne, večkrat tega, krvnega. Ja, krvnega. No, mislim, da tlak v gumah je Mislim, še tam, mogoče, da je to sprenevedanje. Veš, en merilc tlaka moraš. Ne? Zdaj bo malo verjetno drug merilc tlaka zamenil tega, ne? Tlak v gumah, ne vem, mislim, zdaj kaj več povem. Ja, prosim.
Zdaj, danes To se bo ljudem se bojo to zdele težke sta neumnosti. prišla z motorjine, Ja. hoče pa kako pogosto. Se lahko tudi načnemo temo, ne, da proizvajalci recimo športnih pnevmatik, take, ki so Pirelli Super Corsa, napišejo navodila, da mora biti recimo zadnja guma napolnjena na 2,9 bara. Kar je popolna neumnost. Ne. Če vsi vemo, da dirkači dirkajo z 1,8 bara polno enako gumo. Ne. Tako da je Mogoče Evo, za nas tako da- lajci ja, je to tako da, kar- treba je najti Sem jaz neko, najslabši strojnik, glej, bistveno boljši. treba je najti neko srednjo vrednost, ne, tako kot pri vsem v življenju, srednjo pot ali pa da mu rečeš zdravo mero. In to je inštrument, ki ti omogoča. In z dosledno uporabo tega inštrumenta pač boš vedno ostal na trajektoriji, ki si jo zamislil, in nikoli te ne bo fuknil ven iz ovinka. Vidim, da ste zbrala predmete, ki so tako simbolični kot zelo konkretni. Ja, In tretji zelo predmet- zanimivi. A ne? Tretji predmet, to je pa ključ Od drvarence. od drvarnice, kjer je najbolj pomemben objekt spravljen v življenju, in sicer kosilnica za travo. Pa škarje za živo mejo. Ja, ampak kosilnica za travo je nekaj, kar me v resnici povezuje, že odkar se fotru neha dati kositi, kar je bilo zelo zgodaj. Jaz mislim, da sem bil star 7, Ja. 9, ne. To, ker je kolej klep trimeš in voziš. Ne. In ne vem, v tistih letih, no, ki je on še rekel, trava je za popusiti, ne, in je bil to res en del, ki ga noben znajo ni hotel in so vedno, da je tam malo boš ti ali pa ne, zdaj si ti na vrsti, skratka, noben ni hotel te trave positi. Zdaj, ko so pa malo starejša, ne, fotra ni več, malo še babi, ki redko poprime za kosilnico, ki je 98. O, Ampak jaz sem Je še pa- vedno ta fotrov glas iz nebes prihaja, kako sim in mi sporoča, bolj v živo. Bolj v živo. Fotor je vedno samo okno odprl iz dnevne sobe in je tako, bolj v živo, a to pomeni, da bolj- bolj v živo, pod živo Ni mejo. blizu, ne. To pomeni, da moraš iti pod živo mejo, ne, da ni unga roba. Ne. No, ampak se mi zdi, da je zdaj ker pač nimamo več tega ukaza trava za positi, ne, oba imava zdaj privzgojeno to, da če greš mimo travnika in vidiš 3 marjetice, že čutiš, kako te kliče del. In zdaj recimo smo prišli v to fazo, da jaz letos sploh še nisem trave kosil, ker me vedno prehiti, ker je nekako to obema užitek. Ko neka taka cen rekreacija, pa ful se vidi, da si naredil. Mogoče tudi. Ja, ne, mislim, se, če gremo v globino, ne, je košnja trave zelo veliko pove o človekovih mentalnih patologijah. Ne. Jaz sem recimo ful obseden z dolžino trave. Ne. Jaz Kakšne tako, ideale? ne vem, meni, če marjetice vam pogledajo, jaz se Aha, to že počutim, kot da bi čist zanemarjen. Verjetno tudi malo tega, kaj bojo pa ljudje rekli. Ja, ja, ta slovenski A veš, a mu gre slabo, da še ni pokosil. Ne? In pa seveda, ko pokosiš, imaš občutek, da si se žrtvoval, ne, za celo družino. Ne, tudi bratu pokažeš, lej, pička ti materna, kdo je spet pokosil. Ne. Je pa res, da v njegov zagovor povem, da ima v zadnje čase bolj to kulturno izmenjavo, da on pede na živo mejo, jaz pa kosim. In to je prišlo do te mere, da včeraj, ko sem jaz poskušal z električnimi škarjami, mislim, da je povej. Zdaj, 5 let nazaj sem jaz kupil super power, električni škarje. Res dobre. Imajo. No, in včeraj pozvoni, gospod pri mojih vratih z škarjami je rekel, star, kako se to prežgle. Torej, 5 let Aha. ni posegel po tem Ja. rodju, Evo, ima dejstvo. pa nekih 200 metrov žive meje, kar zahteva kar celega človeka. Ful lepe žive meje, tako lahko prideš pogledati. Mislim, če je v tvojem srcu prostor za eno ful lepo živo mejo, pol je najina živa meja. Nisem Živa še. meja, ki jo treba priti pogledati. Nisem še tam, ampak vidim, da so te neprespane rokarske noči zamenjale jutranje košnje trave. Kako počasi je to prišlo v vajno življenje? Ne vem, zdaj je evolucija te košnje prišla tako daleč, da kosiš in se usedeš in občuduješ, kako je lepo. 20 let nazaj si pa tako se začelo, da si pač rekel, ok, pokošenje, foter je rekel, da je treba pokositi. Ni te zanimalo, kako je pokošen, zakaj je pokošen.
pač kosu si, kot je en rekel, da so kosu. Zdaj, tukaj sta s prav posebnim namenom napovedujeta vajno bratsko predstavo brata. Bodo tudi takele anekdote del te predstave? Jaz sem mislil, da bomo še kakšno v robotskih kosilencah rekli, ampak dobro, bomo šli drugič. Mislim, ja, brata predstava bo verjetno, mislim, ne verjetno, vse več, kakšno bo pač zabavna, bo prkac. Lahko mi razumem. Ja. Kaj si lahko obetamo? Veš kaj, se mi zdi, da smo na super lokaciji za en tak napovednik narediti. A veš, tako, ko se človek, tako kot mi 30 let valja z vsemi vzponi in padci po neki slovenski estradni luži, da jim o temu reči. Seveda, a veš, se splete med tabo in širšim občestvom en tak ful zanimiv odnos. Pač, dajmo reči, da te kar nekaj ljudi pozna, približno pol tem ljudem greš na približno pol teh ljudi te imajo radi, ampak vsi so pa odnos s tabo vzpostavili prek tvojega dela, kar je v glavnem opletanje s tičem, ker kažeš vedno neke dosežke, skozi si razprodane križanke, razprodan to on tret, Jaz imam neke svoje stvari, on ima album, jaz knjige, on tret, pač ves čas nekaj kažeš, ampak to je samo tvoje delo, Vmes je pa še morje nekih failov, pa čist navadnega lifea, ki ga pa ljudje ne poznajo. Jaz sem rekla, pa daj vam midva narediti, daj vam midva povedati to najno zgodbo. Tako, kot je, ko ostalo ljudi tako poznajo, tega, kar poznajo v resnici 2 promila, In kako zelo iskrena bo to predstava 18+, bo kaj cenzure, ali greste res v srž vajnega življenja, bo kaj šokantnega, če smo že v šokestu, bo kaj šokantnega. Ful. Res, eno samo šokantne. Ne, ampak mislim, šokantno skozi prizmo tega, kar ljudje poznajo, mogoče pa šokantno to, da človek travo posedi. Misliš tako, šokantno, da se kvalificira za naslov slovenskih novic? Ali pa v latrino. Evo, lahko izdam. Pod češnjo bratu zlomil rebra. Ne, to pa ne smeva zdaj povedati, to morate priti pa na predstavo. Ker za nos vemo, za nos vemo, za rebra, Ja. A pa bo to eno reševanje travm na odru? Kako to, da sploh se odločiš postaviti ne tako osebne odnose pred širno publiko? Od kje potreba potem? Ja, to je dobro vprašanje. Jaz mislim, da Mih je vstopil s predstavo Notranji per na oder teatra in je bil toliko navdušen, da pol mene pregovarja, da vam midva nekaj skupaj narediti. In ja, mene pa tudi zanima, ker sem pa že, ne bom rekel, naveličan glasbenih odrov, ampak je to en tak zanimiv izziv. In zdaj pač, dajva nekaj narediti, pomeni, mogoče bova neke travme razdelovala, ampak vsem so pa to let na enih odrih preživela, da se mi zdi, da v to upam, da je zabavno za ljudi. Vse je to entertainment. Meni se pa sploh ne zdi tak fenomen, ali to je pa zdaj čist nekaj drugega, kar se Hamo v svojih komadih tudi poje v travmah. Mislim, ne v travmah, poje v enih svojih stvareh, pa jaz tudi, kadar pišem neka svoja opažanja. Sem pa zadnja leta ugotovil, da je ta samorefleksija, da je lahko hudičev zanimiv hobi, da pravzaprav, če sem prej če mi je bil prej ves svet predmet posmeha potencialnega, sem zdaj malo to obrnil in se malo pač na svoj račun režim in najdeš v svoji zgodbi ful enih takih stvari, ki so čisto okej. Veš, kako jih pa deliš z ljudmi, je pa vse stvar konteksta. Zdaj, če jaz prodajam neko stvar kot goli eksces, tako kot eno pornografijo ali pa snaf, pod češnjo mu je zlomil rebra, je zgolj podatek. A veš, če daš pa ta podatek v en pravi, širši kontekst, ki ga pa zdaj ne smem izdati, veš, lahko dobi pa to lomljenje reber naravnost poetične ali pa solzave razsežnosti. Moram eno stvar priznati, sodelavkami smo včasih po petkih poslušali Latrino.
Aha. so pisure zapisale in vedno smo Hvala vam za vse lepe. opazovali, če bo članek iz naše medijske hiše opažen in prebran, veliko krat Je bil, iz ne? naših edicij, ne. Kako se pa zdaj počutiš, ko boš ti verjetno tudi del teh vrstic in ko bo nekje nekdo drug iz tega dela? Ljubi Jezus, mislim, če pa kaj sem se pa v 30 letih že tega navadil. Ne? Nisi občutljiv. na to. Kje? Mislim, halo, v meni je Bojan Požar članke pisal. Mislim, da je bil na... Tlele, kar noter. Dobar dan, gospod. Dober dan. Imamo nepričakovanega gosta med snemanjem. Eno dvojno travarco, pa en Pepsi, pa enega sirovega, narezanega, ima majoneze. Grem v službo. Prideva do tebe, fol. Ajde. No, skriti gostje. To je bil skriti gost. Presenetil. Nekje so ostala. O tem, da nisi občutljiv na to, če se delaš. Ne, absolutno nisem kje občutljiv. Mislim, to je pa res ena od stvari, ki sem jo pa ful eno debelo kožo razvil. Hkrati pa tudi vem, da je en del mojega poslanstva kot nek človek, ki je izpostavljen javnosti, da si kdaj tudi ta boksarska vreča. Sej, danes, če hočeš, da je stvar vsaj približno opažena, torej nekomu zanimivo, avtomatično tvegaš, da bo polovici ljudi toliko nezanimivo, da bojo šli na nek Facebook ali pa Twitter ali pa nekam, pa bojo napisali, ta tip pa čebulo je, pa majhni fantki so mu všeč, pa ne vem, komunisti ali pa neki. Veš, to smo navajeni in včasih tudi kakšen novinar, kakšna pisura, ki lepega napiše o tebi, ne se veš, če zelo lepo nam paše, če... Pa tudi ni nujno, da je res. Ja. Ja, to je bilo res. Okay. Zato sem se ločil tudi. Ja, dobro. Veš, tudi sem dolg odnos s tiskom. Ne? Ker marsikdo pa tvoje kritike ni prenesel. Ne? Celo najbolj razvpiti glasbeni producent je tožil. Že pred svojim časom sta imela Ja, svoj. pišu, Kako se je končalo jaz sem to? bil ta prvi, ki ga je tožil. Ja, rejte je tožil zaradi... Ne, zelo lepo se je končalo. Lej, a veš, kako je? Koliko pa v vseh stvareh, ker ti človeka vidiš na štiri oči, potekajo stvari po čisto enemu drugemu kanalu. In, ja, tam smo šli neki na sodišče, pa je pol on vztrajal pri svojem, jaz pri svojem. Ne. In pol sva se dobila na eni kavi in od takrat sva čist frenda in dobro, glih na morje ne hodila skupina, ampak lahko pa da še bova, nobenih zamer. Kako pa spremljate zdaj tale drama, ki je bila kot glasbenik, kot umetniški ustvarjalec? Je bilo vse skupaj prenapitnjeno? Pismo, ne vem, v bistvu, če sem čisto iskren, zelo malo in Reja in Niko Zorjan spremlja, ker to pač ni moja muzika. Absolutno se mi zdi, da ljudje, ki pač delajo muziko zato, da jo pač nikomu prodajo ali pa za nikoga pišejo, so avtorji lahko s tem pač počnejo, kar pa se vem, kar čo, ne, ker so avtorji, na drugi strani pa pač imaš... Kaj pa vem, jaz tega nisem nikoli razumel, ful enih ponudb sem tudi jaz že dobil, da bi komu napisal, kaj, pa sem načeloma vedno proti, ne, vedno pač poskušam, da sam napiš tekst, ne, se ti lahko jaz pomagam pri komadu, pa nekaj, ampak daj napiš tisto, kar ti hočeš povedati ljudem, ker edin tako ti kdo mogoče verjejo. In tukaj meni je že paradoks v štartu, da ti greš, kom rečeš nekom muziko, da ne nekdo drug gre. Cena slave mogoče. Mislim, ok, ta golaž, ki so pa pol, ki se je medijsko skuhal, dajmo počakati ne pol leta, da vidimo, če so ga mogoče namenoma medijsko skuhali, ker v resnici so pa ful ene publicitete. Misliš, da je možno, da smo prišli tako daleč, da se dela takšne... Prišli smo še dlje, ne. Dela se te stante, ampak ne bom zdaj teoretik zarote, ampak čisto možno. No, verjetno sta že vse živo doživela na sceni, ne glede na to, koliko časa jo sta del tega in je opazovalca v njej. Mislim, doživljamo na dnevni bazi take stante, ne. Se smo imeli korona, evo, to je bil zanimiv stant. Še zdaj, mislim, bolj zanimiv brati čez 50 let, kdo si je to zmislil, pa zakaj si je zmislil, ker zdaj trenutno noben ne znači dobro odgovoriti, o čemu je bila fora. Omenil si korono, eno zanimivo informacijo sem izbrskala,
Ni bilo vse samo slabo, med korono te je obiskal en Denis, a mi lahko Ja. poveš to zgodbo. Tam je taka lepa zgodba. Brat, mogoče pred zgodbo, ne? Takrat smo vsi obviseli doma, vsi smo v večerih, ne vem, videl so veliko pila, takrat je niti še ni bil spomenik abstinence. Res je. Res je. In vsi smo pač zvečer neke muzike poslušali, ne? In jamrali, ok, jaz sem jamral, nimamo špilo, ne vem, karkoli, čeprav mi je to kar malo odgovarjalo. In v nekem trenutku se je na vratih pojavil Denis z neko vrečko in je rekel, prosti, ker motim, vem, da si tukaj doma, da je to malo poseg, ne, meni je bilo malo, kaj zdaj, kar en šlop, veš, jaz sem ful na tvojih koncertih, ok, sorry, zdaj konač, kaj bi rekel, ko malo zoprn sem bil. In Denis prav nač, prinesel sem ti nekaj, zato ker vsak večer tvoja muzika poslušamo, pa vem, da ti zdaj ne moreš velati, pa pač nač ne zaslužiš, pa se mi je zdel fair, da ti jaz nekaj zamenil. Prinesem in je bila not vreča makaronov, pa ena flaša Jameson. In jaz tako hvala, če sem bil šokiran, brez besed, ne, thanks, fuck, to je pa res lepo. Prinesem ono vrečko not, razpakiram in je bilo not še 50 €, tako. Aha. Ki pač ni omenil, on, ker mi je vrečko dal. In Denisa nisem nikoli več videl. In je rekel, moram jeti, ker grem še do Parih, ker to poslušam. Tako da on je prav bil nek tak dobri mož. Simbol upanja med tistih. Ja, prav časih. res tako ena boljših stvari iz strani občinstva, ki se mi je zgodila v life. Miha, si tudi ti doživel kakšnega Denisa v svoji karieri, da te kakšen človek res presenetil pozitivno, če je pristopil do tebe? Ja, mislim, absolutno, veš, da sem doživel, ne? Zdaj, da bi se prav spomnil, ne, ampak se zgodi. Zdaj si me malo zadrego spravila, ker nimam nekega konkretnega primera, da bi me kdo na tak način v nekem trenutku, ki bi rabil podprl, ne. Ampak so se vedno najdel ljudje, no. Nimam pa take zgodbe, ki bi šla v novice tako lepo na tak način, kot ta s tem Denisom. Si pa tak pronicljiv sogovornik, vedno imaš mnenje, se mi zdi. Kdaj ljudje pristopajo k tebi, da bi samo ustvarili dialog, da bi izmenjali mnenja, da bi Ja, velikokrat. se besedno dvobojevali z Miko Šaraj? Ma niti ne, tega je mogoče zdaj že malo manj, ne, zato ker mislim, da tudi jaz zgubil to dvobojevalno ostrino, ne, oziroma sem mogoče z leti dojel, da v bistvu dialoga ni, da zmagaš, ampak da se kaj naučiš, ne. Tako da dajmo reči, da sem mogoče postal z leti malo boljši poslušalec, kot sem bil. Drugače pa ja, vedno sem vesel ljudi, ki pristopijo, ponavadi tako pristopijo ljudje na ful zanimiv način, dobro, kakšni so kdaj tudi zateženi, imamo tudi te like, ki bi se samo malo skregali, ne. Sploh, če ima kakšne dva uriti, ne. Najboljše je bilo pa enkrat, sem tam stal na enem visečem mostu nad eno reko, tam na zahodu Slovenije, tako res Bogu iza nogu, in pride en ribič, tako starih 60 let, v tisti ribiški uniformi, z onimi gumijastimi hlačami dotle. In prav, tako gleda mene tam, prav, jeben ti. V Valjevu na tekmi. Pa jaz ne. Že vem. Muharaš, ne, Soča. Ne, zdaj. Ne. Midva sta skupaj ribe lovila, ne, tako da. A veš, za ful ljudi, mislim, tako super mi je, ful mi je lepo tudi, kadar me kdo ne pozna. Pa ne, da bi imel problem s tem, da me ljudje poznajo. V resnici se toliko navadiš, da te ljudje na nek način poznajo, da začneš živeti s tem, ne. Prav kdaj se sprašujem, ali bi lahko sploh živel tako, da me vsi ne poznajo, ne. Ali bi kar zginil, ali bi me kar zmanjkalo brez vse te pozornosti. Ampak po svoje pa tudi lep feeling, da vidiš, da te ona teta na delikatesi ne pozna, ne. Ali pa da te kakšen ribič da v ribiško družino, Šavinska dolina 2. Teta na delikatesi ima celo prednost, ker pol malo na Par gramov več. nareže. Ja, dobro, za okol. Zdaj, Hamo, vi ste pa pred kratkim z bendom izdali novo pesem, ne? In jaz sem ob tej priložnosti vprašala ChatGPT, kdo sta vidva. Da zdaj vidimo,
Kaj majster ve? Kaj majster ve, Obama pa boste vedela, če je to samo. Kaj je rekel? No, tako je rekel. Najprej za brata. Medtem ko je Miha bolj intelektualen provokator, samo ironično distanco, je Matevž bolj srčen interpret emocij, ki občinstvo poveže z iskrenostjo in občutkom. Bente, saj nekdo me pozna. Tako je opisal. Jaz ne bom nič oporekal v tem. Mislim, ja, ljudje, ki ste predstavniki organske inteligence, dajte ste zgledovati po ChatGPT-ju, pa tako lepo razumeti svet, ki ga on. V kolikšni meri uporabljate umetno inteligenco? Če jo? Imamo veliko. Se mi zdi, da vedno več, ko se pogovorim tudi, da če jaz nimam, lahko pač nekje druge. Ne, mislim, da vedno več, ne, se tako na neki nezavedni bazi to začne, pa ko enkrat probaš nekaj, rečeš, da mi za furs obrazac izpoln in on to izpolne v 7 sekundah, medtem ko bi jaz 6 živčnih fasov zraven, ker nisem za te stvari, vidiš, da je zadeva uporabna. In jaz mislim, da bo vse bolj uporabna. Mi je pa dober bil en komentar, no, zdaj je veliko govora o tem, ker pač komad moj se pogovarja z GPT-jem. In sem ga jaz vprašal, kako se mu tekst zdi od komada in je on blazno nahvalil in tako naprej. In je ena punca komentirala, da če GPT je en tak, če bi bil pes, bi bil labrador. On v bistvu ti vedno da neko upanje. V resnici je ful bolj sočuten kot marsikakšen človek. V bistvu je pa en neiskren sluzov ali pa tako. Šupak, ki je pogrunto, da imamo ful radi, če se nas podlaki dol boža. Ne? A veš? Ne, se imamo radi. Ampak to ne napredujemo, ne, v življenju. To je res, ampak vse te življenje šamara iz dneva v dan. Zakaj bi te še ChatGPT točno v tom? Na kakšni točki življenja sem vaju ujela? Je to zdaj že kakšna kriza srednjih let? Je to pred vrati, mimo? Kje sta? Se kdaj vprašata? Na kakšni točki življenja sem? Prej sem zračunal, ti imaš 100. obletnico Šokasta, ja. In dva so pa skupaj letos stara 100 let. Ja, nekaj simbolike. Ne, nisem. Prej sem zračunal 100 let. Moraš to javno, to so se pa zmenila, da ne boš. Ne. Zdaj v bistvu povedal, da bom jaz star novembra 51 let in da je on samo 49. Samo 49. Za vse tiste, ki ste mislili, da sem starejši, poglejte me, ni res. Skupaj bova 100, kakšen lep jubilej obhaja, ne? Ja, in za ta jubilej si bolj prvošla. Se ful lepo. Možda to predstavo bova darovala tem. Zdaj si najdu nov ta, v bistvu, zdaj si najdu temelj, tega PR temelja. Skupaj bova stara 100 let. Kriza srednjih let. Kako ste staranjem? Le z motori so prišla, to ne povedal. Sem, da to pove vse. Jaz sem v redu. Meni se zdi, da je to en del, ker se ga že dolgo zavedam, da prihaja in ne prihaja čim bolj nežno in rad bi pač življenje čim bolj raziskal. Vem pa, da se na neki točki konča in mi ok. Ker tudi ne bi jaz to... Zmenljivostjo. Ja, smrt je pa dejansko najbolj neizbežen sestavni del življenja. Ne? Mislim, a se je bojite? Jaz ne bi rekel, da se... Malo moram, da pol ne navozem prav na umen, ampak... Ne, jaz se ne bojim. Jaz mislim, da bom prešel v kakšno bolj... Jaz se malo bojim samo to, da bi me zatekla nepripravljenega. Ne? Po kakšnem levem ovinku. Vse to, ja, to se tudi jaz. S pogledom na traktor, s kranjsko registracijo, recimo, to bi mi bilo tako, pa daj fak, aloh, ne tako, please. Ne, jaz si predstavljam, veš, sem povsem toliko egomanjaka, da si predstavljam, da bo moja smrt, da bo to, veš, da bom tako, da boste recimo prišle, ne, pa boste dokumentirale moje zadnje besede. Vse neki smo te poslušale. Ja, tako, ne, veš, da bo to nekje vklesano, kakšen kamen. Zdaj si predstavljaš, da bo tam na zbilah. Kako v knjigo končal ta zadnji stavek, da te katastrofne, recimo. Ja. A pa jaz bi pa na oder. Ampak ne sred koncerta, na konc, ne. Ko ljudje že ploskejo. Ja, ne, v bistvu. Ne, zato, ker slučajno vem za zadnje besede enega zelo dobrega prijatelja in so res nič posebenega, ne. Rekel je pizda. Resno. Ne smem zdaj povedati koga, ne, ampak
Klej bi se probal malo bolj potruditi, čeprav je tudi ta lepa. Ja, v resnici. Je to kar dobro. Spet morbidni zdaj. Brez olepševanja, ne, samo odideš z tega norega sveta. Ja. Zdaj zanima me, boste kaj pela v predstavi? Pa kako? Bosta? Ne, jaz sem totalen strah pred petjem. Ja, glede na to so vaju zavrnili, ne, v glasbeni šoli, to je ta legendarna zgodba, da bi šel v glasbeno šolo. Mislim, da napovedujeva glasbeno komedijo po resničnih dogodkih. Zavrnila, pa ga ni Hamo povedal, on je bil, ki je bil otroček, je pel že ful lepo in je bil tudi v tem RTV zborčku, ne, tako da tam so prišli res krem de la krem otroci noter. Ja, sem jaz tam bleferil, ker nisem znal tekstov, sem samo ustal spel. In to še zdaj delam, če veliko ljudi poje. Mene je dejansko strah teh delov. Bo kar neki muske? Aha, okej. To je ta komedija. Ja, dejansko. Ne, in sem dejansko v stiski, ne, zato ker vem, da se jaz tudi z musko zadnjih 25 let nisem nič kaj dosti ukvarjal. Ne. A veš, medtem ko je Hamo res zorel in naberal kilometre in on je glasbeno na popolnoma drugem nivoju od mene. Tako da tukaj se bom absolutno šlepil na njega. Vem pa, da je človek s tako pretanjenim ušesom, da mi bo dal zaušenco, če bom jaz kaj zelo blazno fušal. Tako da mene ta glasbeni del kar malo skrbi, da bom mogel jaz fino vaditi, da bom lahko mislim, da mu ne bom samo te delo konc koncev. Ne, mene to nič ne skrbi, ker jaz sem ga glih dobro ujel. To sem tako govoril, veš, da tam pa pizda fušaš. Više. Dobro, pač baja je stvar, ki je pač nujno potrebna. Jaz sem tudi strah. Eno je pa talent, ne. A veš, talent pa imaš, ne. Čeprav sta skupaj stala na odru nekoliko leta. Jaz sem kitaro igral. Ja. Pa back vokale sem pa se veselila si pa nisem. Pa si pel dobro. Ne, sem. Zelo visok. Moramo vprašati, kaj je takrat botrovalo temu, da si kitaro odložil v kot za 20 let? Je bil to nenadano zgib? Kaj se zgodi? A veš kaj, to pa ne vem, to pa še danes ful razmišljam. Včasih sem imel neke zelo poenostavljene teze, ki so povzdigovale mojo, da jaz pa nisem, da sem tako dojel, da ta rock'n'roll ni res. Jaz mislim, da ne vem, zakaj je ugasnila takrat ta ljubezen v nekem trenutku, ampak tako čist, jaz tudi prijel nisem. Vem, da mi je on še za 40. rojstni dan mi je kupil Fender Telecaster, čudovit, Sunburst, tak, ki mora biti. In je kar iskrco, veš. Ja, da bi imel ta cold start naredil in je kar to visel tam še dolga leta in potem je 2 leti nazaj, kada bi me neki poklicali, ko pa se muska ful lepa stvar, ne, zakaj je ne prakticiraš. In sem jo začel tako čist zase malo spet igrati in to je to, nimam nobenih ambicij, da bi band naredil ali pa da bi... Ne bo, zdaj so comebacki, vrnitev Bad Boysov. Ne, kar se ne. Ni zalo, kar je že bilo ideje. Aha, ne, hvala. Ne pa pustite, ker ste kar uporniki svojega časa. Ne, to se pa res ne vidim. Ne, kaj, da bi mladenke spet padale pod vozniki. Mladenke. Kdo je sploh vajina publika zdaj, ki se na predstavi vzreš v To je zelo dobro vprašanje. Kdo sedi tam? Ja, veš kaj, ne, zdaj jaz mislim, da imam jaz na predstavi zelo eno mešano publiko. Mislim, da je tudi to ena publika, ki tudi tako hodi v teater podobno, ali pa ena publika, ki me pozna prek radija. Ne. Je pa dejstvo, nekaj to hvala za to vprašanje, s čimer sem se pa tudi jaz začel v zadnje čase zelo veliko poigravati in se tudi v jutranjem programu nisem več tako počutil, kot sem se nekoč, ker dejansko tu staneš in veš, kako se ljudje počutijo. Veš, ker si ti star 27 let, jaz sem razumel tiste ljudi, ki so se vozili na banko po kredit, pa ki so glih kar kupovali flete, pa ki so imeli glih majhne otroke, ker sem bil sam takrat v totalno isti zgodbi. Ne. Zdaj sem pa tam en 50 let star stari Hari, ki nekaj nabija in oponaša, da ljudi razume. In zato je pravzaprav ful izziv, ne, kako to publiko kako se povezati s publiko, ne? To je večen izziv, ne? Če šlo najprej organsko, zdaj ne vem, jaz imam občutek, da mora človek počasno malo medij, kjer se izraža zamenjati, poskusiti kaj novega, ne vem, težko vprašanje. Do koga pa ti vzreš v prvih vrstah?
koncertov? Tudi se je to z leti kar spremenilo. Ne vem, 10 let nazaj je bilo res zelo mlado, s odrom punce, kar me je zelo presenetilo. Zdaj imajo pa kredite pa otroke, ne? Verjetno ne bo meni se tudi ta korona zgodila, ker generalno se mi zdi postarala publiko, ker smo začeli se večje koncerte izvajati, mladina v ne bi sedela na špilih, ne, in se mi zdi, da smo mi malo sedeli, bo ful velik nekih akustik igramo, premalo se važimo z električnimi kitarami. Tako da, kaj pa vem, ampak isto, kot on pravi, tudi jaz kot, ne vem, songwriter moram biti s časom naprej, moram več pisati komadov za 15 do 25 let, ker ne razumem več te generacije. Mislim, ne razumem. Ne? Čeprav imate oba otroke, ne? Ne, pa se prav tako. Razumeš, ampak ne morem jaz zdaj glumiti, da obvladam njihov slang, ker ga ne. Ker hči vsakeč vprašam, kako bi to pomeni. Ne, se pa mi razloži, ne vem, in skušam nekaj truditi pa uporabljati. Ampak to ni bom rekel, z najnega časa in ni iskreno. Ne morem tega v komade dejati. Ker mi imamo noben verjel. Tak finik, boče se tudi prv strok rate besede, manj te kompromise, brigane. Bolj ka smrti me je strah, da bom stari, ki sem mladega dela. Ampak tudi to je en tak neizbežen, tudi to je ena epizoda v življenju, ki jo moraš dati skosne. Bodo vajni otroci, je to predstava, ki je 18+, no to sem prej vprašala, bodo prišli tudi mlajši gledati? To pa ti povej, ti imaš najbolj, on ima najbolj sočen part, ne? Aha. Vsebuje izraze, kot so veverica. Ja, veverica. Naprej pa ne bom Naprej pa ne, spoiler. 9-voltna baterija. Ampak dokler na televiziji lahko gledamo, kako ljudem glave sekajo in roke in streljajo, in na drugi strani pa Hollywood cenzurira joške, se mi zdijo oznake 18+, 16+, popolnoma brezvezne, ker v resnici prižgeš, ne vem, Instagram in si že lahko videl preveč ali pa premalo. Tako da jaz mislim, da ne bo neki ful sporna v tem kontekstu. Glih za majhne otroke, pa to mogoče ni primerna vsebina. Da mu reči, da mogoče ne bi razumeli. Tako, ker so le, mislim, jaz sem le bral tudi intelektualce. Ali kakšnih pretepov na odru ne pričakujemo ali se pustimo presenetiti? Ja, mislim, jaz ga ne pričakujem, scenarijev jih ni, ker to je slab izid zame, zato ker zgubim, ponavadi, kljub temu, da sem starejši. Ne bo. Ne, pretepov, mislim, valjda bo te epizode, kako sva se bo tudi obdelala, to je tudi en del, kako je že rekel Jure temu, zgoščena ljubezen je to, te bratski pretepi. Ki so obvezni del odraščanja. Obvezni del odraščanja. Ja, nič ne, počasi smo prišli do konca. Ni za še skuhalo se noč. Ne, ful je dobro. Res bi se vama zahvalila, da ste se vzela čas in da sta bila z mano v 100. Showcastu. Ja, ful hvala za povabilo in v izjemno čas si števa, da sem lahko midva 100. Res pa brez heca. No, tudi jaz. Vse povabimo, oktobra bo premiera, ne? 2. oktobra bo premiera, mislim, da bo ena predpremiera, ki bo pa še kakšen dan prej, ki se jo bo dal pa v kratkem dobiti tudi vstopnice za njo, pač na spletni strani od City teatra. Itak bo pa sprot še obveščala. In mi bomo spremljali, najlepša hvala, vse dobro, kako reče, brejke leka, ker za dan premiere. Halsenbeinbruch. In se vidimo, ne? Se vidimo, upam. To je bil še 100. Showcast, hvala, da ste bili z nami. Evo ga. Midva bova, nazdravljala Mihi. Mihi pa ne bo,